sem zaslišala strele, sem se splazila k oknu in pogledala skozi nalomljenje na oknice. Na bregu Donave so stali otroci, ženske, moški. Na prsih so imeli pripete rumene zvezde, velike kot dlan. Zvezani so bili z vrvmi. Za njimi so stali vojaki, 4, mogoče 5 vojakov. Streljali so vanje. Oni pa so drug za drugim padali v reko, ki se je z njihovo krvjo obarvala rdeče. Ni bilo krikov, ni bilo joka, zgolj pljusk za pljuskom in rdeča voda.
Spoštovane preživele taboriščnice in taboriščniki, spoštovani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, cenjeni gostje, vsi prisotni. Pozdravljeni na današnji spominski slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve holokavsta. Z današnjo slovesnostjo obujamo spomin na več kot 6 milijonov ljudi, ki so bili zaradi svoje drugačnosti trpinčeni, razčlovečeni, oropani dostojanstva in ubiti. Ti ljudje so bili judovskega, romskega ali slovanskega porekla, druge vere, drugačne barve, homoseksualci, neozdravljivo bolni, gibalno ovirani, duševno bolni, zaostali v duševnem razvoju ali pa zgolj drugače misleči. Zaradi svoje drugačnosti so postali tarča nesmiselnih obtožb, nasilja in nenazadnje žrtve nerazumljivega sistema. K pozdravnemu nagovoru vabim gospoda Janija Aliča, predsednika Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja in člana predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Spoštovani, vsi skupaj lepo pozdravljeni na današnji, lahko rečem, kar osrednji slovesnosti pri nas ob mednarodnem dnevu spomina na holokavst. Poseben pozdrav ob tej priložnosti gre preživelim internirankam in internirancem, ukradenim otrokom, zaprtim, pregnanim in tistim na suženskem delu. 1. novembra 2005 je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov sprejela resolucijo, s katero je 27. januar, to je dan, ko so pripadniki Rdeče armade leta 1945 osvobodili največje nemško koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau, razglasila kot mednarodni dan spomina na žrtve holokausta. Danes, 74 let po teh dogodkih iz druge svetovne vojne, se spominjamo enega najtemnejših poglavij svetovne zgodovine, obenem pa naj bo to tudi opomin in opozorilo sedanjim in prihodnjim generacijam. Med več kot 1000 večjimi in manjšimi taborišči je bil Auschwitz največja tovarna smrti. Od lakote, bolezni ali v plinskih celicah je v tem kraju na jugu Poljske umrlo najmanj 2,5 milijona nedolžnih ljudi, med njimi tudi 1351 Slovenk in Slovencev. Prvi transport z 22 Slovenci, simpatizerji NOB s Prevalj in Gorenjske, je v Auschwitz prispel že 28. septembra 1941. Največji transport iz Slovenije pa 10. avgusta 1942 iz Celja, ko so v zloglasno taborišče pripeljali 333 žensk in 118 moških. Naj spomnim, da je bila tudi tržaška rižarna ena izmed podružnic zloglasnega Auschwitza, kjer je po nepopolnih podatkih umrlo več kot 6000 slovenskih domoljubov. Na spominski plošči ob glavnem spomeniku v nekdanjem taborišču Auschwitz-Birkenau je v slovenskem jeziku napisano: Krik groze in obupa tega kraja ostaja kot opomin in opozorilo vsemu človeštvu. V tem kraju so nacisti ubili 1,5 milijona mož, žena, otrok iz večine evropskih držav. Med njimi je bilo največ Judov. V nemških, italijanskih, madžarskih in hrvaških koncentracijskih taboriščih je bilo med drugo svetovno vojno skoraj 60 000 Slovenk in Slovencev. V taboriščih so bili zato, ker so se uprli okupatorju in domačim izdajalcem, zato, ker so ljubili svojo domovino. Večina žrtev nacifašističnega nasilja v taboriščih, zaporih in izgnanstvu je ostala zvesta slovenskemu narodu ter njegovemu osvobodilnemu gibanju in tako prispevala k temu, da imamo danes svojo državo. Hvala lepa.
Nihče ne ve o deklici, ki bosa gre čez travnike. Nihče ne ve o deklici, ki nemo tam čez reko zre. Nihče ne ve in ti ne veš, ki z mano si in te skrbi. Kot druga sem in spet bežim tja daleč stran. Jesenski dež. Nihče ne ve o deklici, ki bosa gre po ulici. Nihče ne ve o deklici, ki zjutraj jo boli ime. Nihče ne ve in ti ne veš, ki z mano si in te skrbi. Kot druga sem in spet bežim tja daleč stran, neznano kam. Nihče ne ve, nihče ne ve o deklici. Nihče ne ve. Nihče ne ve o deklici, ki njene spet ima oči. Kot druga sem in spet bežim tja daleč stran, neznano kam. Nihče ne ve in ti ne veš, ki z mano si in te skrbi. Kot druga sem in spet bežim tja daleč stran, kraljestvo sam. Hvala. Prve žrtve nacistične ideologije o čisti rasi niso bili Judje, niti ne tujci, Slovani ali Romi. Prve žrtve so bili slepi, nemi, gibalno ovirani, duševno in neozdravljivo bolni. Njihovo razčlovečenje se je začelo z leta 1933 uzakonjeno sterilizacijo, sovraštvo pa se je stopnjevalo vse do pobojev iz usmiljenja. Njihova življenja so bila popolnoma razvrednotena, nevredna življenja. Oni sami pa niso bili več kot zgolj zajedavci in breme družbe. Skoraj 300 000 spregledanih žrtev, ki je napovedovalo največji zločin proti človeštvu, holokavst.
Samo odhodi
in mahajoča roka, ki v dlani ljubega nikdar se ne spočije. Samo odhodi in dolga čakanja, brez pričakovanja, samo čakanja. Samo odhodi in polna duša neizpovedanega, neizživetega. Samo odhodi, samo postaje še, postaje brez peronov za draga snidenja. Samo odhodi in dolga čakanja z bolno, nabreklo dušo, samo čakanja. Pri meni si, a jaz sem sama. Ne usramiš se, ko te objamem. Pri meni si, a jaz sem sama. Ne slišiš me, kadar te kličem. Meni si, a jaz sem sama. Ne usramiš se, ko te objamem. Pri meni si, a jaz sem sama. Ne slišiš me, kadar te kličem. Neprestano si na poti. Pri meni si, a jaz sem sama. Čakam te, o čakam, čakam. Neprestano si na poti. Pri meni si, a jaz sem sama. In čakam te, o čakam, čakam. Hvala lepa.
Auschwitz. Tu se je smrt utrudila do smrti in uresničil biblijski pekel. Tu je zločin dobil sloves obrti in milijone duš premlel v pepel. Zdaj tu ostal je le še veter v travi in zemlja in nebo in pod večer se nad grobovi v zvezdnati daljavi prižgo milijoni lučk za večni mir. Tu je vrvelo vele mesto nagih, brezimnih sužnjev, ki nekoč od tod odšli graditbi slavoloke zmage in čez ves novi svet krvavo pot. Zato za mlan, ki sem pogledat pride petero žrel ugaslega pekla, zagleda v duhu strašne piramide in zlate temple novega Boga. In zopet bi poet, naivni dninar najet slavil zločinca in zločin in cinično oznanjal zgodovinar prastaro laž in novih zgodovin. A za milijone teh, katerih kletev še zmeraj tu kot črn oblak visi, bi vedel le še gluhonemi veter in ta prekleta zemlja, ki molči. Hin soll ich gehen, wer kann ans für mich? Wohin soll ich gehen, für das Schloss jeder Tür? Sie auf links, sie auf rechts, hat es all im Mittelland. Aber ja, hier soll ich gehen, aber wenn die bleiben stehen, als ich ba 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 ba. Tell me, where can I go? There's no place I can see. Where to go, where to go? Every door is closed to me. To the left, to the right, is the same in every land. There is nowhere to go, and it's me who should know. Won't you please understand? Now I know where to go, where my folk proudly stand. Let me go to that precious promised land. No more left, no more right. Lift your head and see the light. I am proud, can't you see? For at last I'm free. No more wandering for me.
Biti v taborišču je pomenilo umirati in umreti vsak dan, pa vendar živeti in preživeti ob zavesti, da si obsojen, da je konec neizogiben. Obstajati je pomenilo trpeti in trpljenje je bila trdno sklenjena veriga, sestavljena iz brezmejne krutosti, skrajnega pomankanja in surovega ravnanja. Vse po premišljenih smernicah, zlomiti voljo, zlomiti duha, zlomiti telo. Brezmejna krutost, ki je teptala iskro, poslednjo iskro človeškega dostojanstva. Odvzeto jim je bilo vse. Postali so manj kot osebe, manj kot ljudje, obstoj, zreduciran na številke, zavedno vtisnjene v in telo. Sem, ker sem bil. In vsakdo me bo mogel pozabiti. A vendar moram reči, sem. In bil sem in bom. In zato sem več od pozabljanja. Neskončno več od niča. Vse je večno, kar nastane. Rojstvo je močnejše od smrti. Vztrajnejše od obupa in samote. Silnejše od hrupa in greha. Slovesnejše od zavrženosti. Nikoli ne bom prenehal biti. Nikoli. Amen. Zlo je mogoče opisati, vendar ga nekdo, ki ga ni doživel, ne more nikoli povsem razumeti, se vanj uživeti. Holokavst za vse, ki smo se rodili v miru in blaginji, postaja vse bolj oddaljen spomin. Tragičen dogodek, grozljivih razsežnosti, pa vendar, le spomin. Vse te žrtve, pomorjene, spremenjene v dim in pepel, so namreč za večino sodobnih ljudi zgolj zgodovinsko dejstvo. Mrtve črke na papirju, ki ne zbujajo niti domišljije, niti misli, da so to bile izoblikovane osebnosti in tisti, ki jih življenje šele mora izoblikovati. Ta mrtva,
Brezosebna številka skriva 6 milijonov individualnih človeških usod, življenjskih načrtov, upov, želja, ki so bile pogubljene, hkrati s fizičnim uničenjem. V Buchenwaldu 1960. Po sledi moje krvi hodijo radovedni turisti in slikajo ugasle peči, v katerih so se žgali moje brate. Iz kraja groze in smrti, iz kraja človeške sramote, odkoder so nekoč bežale še ptice, so zdaj naredili idilo in mesto ganljivih spominov, s prospekti, vodiči in sila poučno razstavo zločinov. Nam zanjo nekoč prestrelili so srca, posekali ude in glave, cepili nas kugo kot miši. Do danes lahko po teh glavah nagačenih, po knjigah s človeškimi kožami vezanih, po žaklih iz las podušenih deklet, preceni zemljan, kaj velja. Še vedno kri moja je živa in živa še sleherna kaplja, ki tu je ostala. Kot živa je mina, položena v travi, da sproži se v hribu, ko stopi nanjo nepovabljena noga in krikne v ognjenem jeziku ušesa neba. Če kazni ni, niti zločina, potem naj premine, kar nosi človeško ime. Naj premine ta rod, ki želi poslednjo strmino vesolja osvojiti in se živ pospeti v nebesa, če ni poravnal pred slovesom svojih dolgov za to pot. Dr. Evgen Bavčar, leta 2016 proglašen za častnega občana Evrope in vitez francoske legije časti, ki je v namen današnje slovesnosti dovolil uporabo fotografij posnetih v času njegovega obiska taborišča Strutov, je zapisal naslednje besede. Vojni invalidi smo živa pričevanja grozot vojne. Še veliko več, smo živi spomeniki, zavedno zaznamovani, velikokrat prezirani in ponižani v svojem telesnem spominjanju. Mi, civilne žrtve vojne, ne moremo prikrivati zgodovinskih resnic, tudi pozabiti ne moremo in zato se tudi sam osebno klanjam spominu tistih, ki ne morejo več pričati, ki so postali pepel v igri indiferentnega vetra pozabe. Svoje razmišljanje pa je zaključil z besedami. Daleč je že tega in vsakokrat, ko človeštvo na to pozabi,
pade v barbarstvo. Samo dolžnost, naloga nas spominja, nas lahko obvaruje pred nevarnostjo novih zgodovinskih padcev, novih tragedij. Ponudimo torej našim umrlim bratom, zavedno molčečim, brezplačno koncesijo v varnem zavetju spomina v našem duhu, kot tudi v zavesti, da smo, da obstajamo, da smo še vedno zavest telesa in imena, ki ga nosimo. Fotografija. Imate kakšno fotografijo iz zgodnjega otroštva? Ne, ničesar nimam, kar bi vam lahko pokazala. Samo povem vam lahko. Fotografije taborišč najdete v muzejih. Jaz imam le strah. Kot ptica ujeda gnezdi v razvejeni krošnji mojih spominov. Ne morem je prepoditi. Hrani se z mojim mirom. Je pa zelo požrešna in tudi izjemno delavna. Kar naprej tke same grozne sanje. Bližajo se vojaki, vidim škornje, puške, slišim streljanje, bobnenje letal. Nekdo kriči, gledam, kam bi se skrila, skušam bežati, ne morem, nikamor ne morem. Vojaki so vse bližje, hočem poklicati mamo, začnem tudi sama kričati. S kriki groze se prebudim, čisto nemočna. Fotografij tega strahu ne boste našli v muzejih. Muzeji hranijo dokaze. Zgodovinske knjige izpričujejo dejstva. Žive priče pa nosijo spomine. Težke, obremenjujoče spomine. Spoprijemanje s temi spomini, spominjanje samo zahteva ogromno moči in poguma. Tako od tistih, ki so to doživeli, kot od vseh nas, ki želimo te spomine ohraniti. Ni se lahko odkrito soočiti s prikazom zla, trpeti zaradi neutolažljive žalosti otrok in staršev, občutiti praznino in izgubo, brati pričevanja o izprijenem in zlobnem človeškem umu. Pa vendar, moramo se spominjati. Vse žrtve imajo namreč pravico, da se jih spominjamo, da se jim poklonimo. Z današnjim slavnostnim nagovorom se jim bo poklonila tudi avtorica pesmi Fotografija, dr. Maca Jogan, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani, ki je bila rojena v Arbeitswannlagerju v Locnu. Dr. Maca Jogan je izjemno produktivna raziskovalka in avtorica številnih besedil, aktivna in vidna državljanka, predvsem pa oseba širokega razmišljanja, ki ga bogati čustvena in etična nota. Namesto uvoda samo nekaj besed. Ko sem se pripravljala na današnjo slovesnost, sem dobesedno plavala v morju grozljivih informacij o zločinstvih v času druge svetovne vojne. Zelo težko je ostati nečustven, ampak vendarle sem potem končno splavala na otoček suhoparnih besed o dejstvih. In zdaj začenjam. Današnja spominska slovesnost prepričljivo zanika misel nemškega filozofa Theodorja Adorna, ki je dejal: po Auschwitzu ni mogoče napisati več nobene pesmi. Gotovo je do tega sklepa prišel potem, ko je zvedel za najhujša grozodejstva, ki so se dogajala v mnogih množičnih nemških uničevalnih taboriščih, katerih najpomembnejše in največje je bilo prav Auschwitz. Dan osvoboditve tega taborišča je upravičeno posvečen spominu na vse žrtve holokausta, ki se jim poklanjamo danes tu zbrani. Z oživljanjem spomina nanje ostaja tudi sporočilo nikoli več bolj slišno. Naj zato k kulturnemu delu dodam nekaj besed,
da bi se laže približali odgovoru na večno zeleno vprašanje, kako je bilo to mogoče in kako je to sploh mogoče in kako se lahko producente zla moralno razbremenjuje. O tem, koliko je bilo vseh žrtev v vseh letih delovanja koncentracijskih taborišč v Auschwitzu, se ocene zelo razlikujejo in verjetno ne bo nikoli dokončnega odgovora. Število nemških uničenih Judov, se giblje od 1 do 4 milijone. Za ves čas delovanja tega taborišča od 20. aprila 1940 do 17. januarja 1945 je bilo zabeleženih samo 402 tisoč jetnikov in jetnic 26 narodnosti. Vpisani in označeni so številko so le tisti, ki so bili pripoznani kot material z tako imenovano začasno pravico do življenja in predvsem do suženjskega dela, ki se je izrabljalo od individualnih gospodinjstev do velikih firm, kot so IG Farben, Krupp, Siemens in tako dalje. To število, ki je bilo zabeleženo, je le majhen del tiste večmilijonske množice, ki se nikoli ni vrnila iz tega taborišča v normalni človeški podobi. Večino ljudi, 70 do 80% vseh pripeljanih, so namreč že ob prihodu transportov takoj določili za uničenje in jih sploh niso vpisali. Po podatkih Inštituta za novejšo zgodovino je znano, koliko je bilo v Auschwitzu Slovenk in Slovencev in tudi drugih Judov in Romov. 1700 Slovenk in Slovencev od vseh, v vseh nemških taboriščih je umrlo skoraj 8000 Slovenk in Slovencev od več kot 21 000 deportiranih. Samo v Auschwitzu je umrlo 1700 Slovenk. Številke se razlikujejo glede na čas zapisa in čas raziskovanja. Spoštovani, moram pojasniti, zakaj ob dnevu spomina na žrtve holokausta navajam te suhoparne številčne podatke. To se mi zdi potrebno, ker so nujni za celovit zgodovinski spomin in ker si tudi z njihovo pomočjo lahko vsaj približno predstavljamo, kako grozljive razsežnosti je obsegalo uresničevanje načrtov očiščenja arijske rase vseh neprilagojenih, o katerih smo danes že slišali. Podrobni načrti so se opirali na strategijo tako imenovane končne rešitve judovskega vprašanja, ki je bila potrjena sredi najhujše množične morije 20. januarja 1942 in je zajemala razvejen sistem vzpostavitve in delovanja institucionalnih mehanizmov nasilja v iztrebljanju podljudi. Torej, pri tem ni šlo za neko naključno, nesmiselno, temveč v celoti za zelo premišljeno, racionalno delovanje, ki se je opiralo tudi na različne družboslovne, naravoslovne in tehnične znanosti. Takoj po razglasitvi Rajha so se vzpostavila koncentracijska taborišča za vse nevarne, med njimi komuniste, socialne demokrate iz Nemčije. Z vrsto zaporednih prisilnih antisemitskih ukrepov pa se je začelo uresničevati načrte za zoževanje družbenega prostora za Jude. Veliko jih je bilo od tega, da niso smeli več biti v javnih službah, da se niso smeli poročati z nejudi in končno, da so dobili svoje označbe, ki so bile navzven vidne. V nekaj tednih po kristalni noči, v kateri je bilo požganih in uničenih več kot 1000 sinagog ter 7500 judovskih trgovin, so po vsej Nemčiji aretirali in poslali okoli 30 000 Judov v koncentracijska taborišča Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen. Imena omenjam, ker iz teh taborišč so pozneje prišli SS voditelji v Auschwitz.
Večina jetnikov tega in vseh drugih nemških koncentracijskih taborišč v času druge svetovne vojne jih je delovalo okoli 1000, je bilo iz vrst političnih nasprotnikov, pripadnikov in podpornikov odporniških gibanj ter sovjetskih vojnih ujetnikov. Že z tega vidika holokausta, množičnega, pretežno industrializiranega pobijanja neljudi, ni mogoče skrčiti le na končno rešitev judovskega vprašanja. Potrebno je vključevati tudi žrtve, genocidne prakse v odnosu do drugih narodov, zlasti slovanskih narodov. Prav ti so bili po oceni italijanskega jetnika, preživelega v Auschwitzu, Prima Levija, partizana in juda, navajam, najbolj cenena roba, še več, bili so brez sleherne vrednosti. V množičnem iztrebljanju vseh neustreznih, zlasti judov, na območju nemškega gospostva je šlo v začetku za tehnično bolj tradicionalno pobijanje, vendar izpeljano do zadnje podrobnosti v smislu delitve dela. Tako je potekal množični pokol v Babjem Jaru pri Kijevu, kjer je samo ena akcijska skupina ubijalcev v 2 dneh 29. in 30. septembra 1941 postrelila 33 771 judov, kot navaja nemški zgodovinar Wolfgang Benz v svojem delu Holokaust. Ker pa je bilo klasično pobijanje premalo učinkovito in preveč stresno za ubijalce in ker so bili torej neposredni morilci preveč obremenjeni, so začeli uporabljati pozneje plinsko metodo, ki so jo najprej preskusili prav v Auschwitzu. Zatem pa je postala univerzalna in nepogrešljiva v mnogih drugih koncentracijskih taboriščih, ki so tako postale dejansko tovarne smrti. V največji tovarni smrti, v Auschwitzu, pa niso bile vse podružnice enako učinkovite. Na zadnjem mestu je bila enota Sobibor, kjer je bilo ubitih le 250 000 ljudi, medtem ko je bila Treblinka, kot navaja zgodovinar Benz, najodličnejše taborišče z 900 000 pobitimi. V vseh taboriščih je bila učinkovitost zagotovljena z natančno hierarhično delitvijo nadzora nad tako imenovanim živim materialom, nad številkami, katerega poveljniški vrh so predstavljali SS častniki za izvajanje neposredne oblasti. Torej, nad jetniki in jetnicami pa je taboriščna uprava izbirala jetnike in jetnice, večinoma nemške kriminalce najslabše vrste. Kasneje tudi druge. Ti so imeli posebna navodila, kako ravnati posebej s posameznimi skupinami, s političnimi jetniki, kako s sovjetskimi vojnimi jetniki, kako z Judi in Romi in tako dalje. Skupni imenovalec vseh navodil pa je ravnati samostojno in vselej ter povsod, čim bolj ponižujoče, nečloveško, zverinsko. Napis nad vhodom v taborišče, ne samo to, tudi druga, Arbeit macht frei, je pomenil predvsem popolno svobodo vsega upravnega in poveljujočega osebja v razpolaganju s taboriščnicami in taboriščniki. To se je kazalo na vseh ravneh ravnanja, začenši z jezikom kot sredstvom sporazumevanja. V odnosu totalni gospodar, taboriščnik, taboriščnica je bila zapovedovalno sredstvo pobarbarjena nemščina, kot to označuje Primo Levi. Ta nemščina je nagovarjala jetnike slabše kot pse in pogosto je nastopala sploh brez besed, samo z bikovko, z gorjačo, s puškinim kopitom, lopato ali motiko pri delih zunaj žice ob pomoči psov. Samo nepravilna lega roke jetnika v pozdrav vodji na kateremkoli nivoju je zadoščala za to, da se je spregovorilo s temi sredstvi
celo do smrti. To je bil vsakdanji, tako imenovani lager žargon. Vse je moralo potekati po strogem lagerskem redu, vsak najmanjši prekršek je bil kaznovan, za kar je obstajal cel sistem kazni, ki so dodatno prispevale k razčlovečenju in brezmejnosti gorja ob stalni lakoti, garanju in strahu ter prepovedi povezovanja s sotrpini in sotrpinkami. Spomini slovenskih jetnic kažejo, kako se da vsaj malo olajšati gorje in okrepiti voljo do življenja, če oseba ni čisto osamljena, če lahko skrivaj pregovori s sotrpečo, če je deležna tovariške pomoči, na primer pol koščka kruha, če zaradi kazni ni dobila svojega obroka ali onemogli, če se nudi pomoč pri hoji z delovišča, ali če ujame vsaj kakšno spodbudno vest o dogajanjih zunaj taborišča, če zasluti, da sme upati na osvoboditev. K kapljanju takih vesti je v Auschwitzu in tudi v drugih nekaterih taboriščih prispeval mednarodni odporniški komitej, ki so ga sestavljali politično organizirani jetniki in jetnice iz časa pred jetništvom. V tem komiteju je bila tudi Štefka Štibler, ki je v spominih zapisala, navajam: strahotno okolje, pošastnost gorja in krutosti, ki smo jih doživljali slehernega trenutka, so nas povezovale. Spremenile so nas v množico nesrečnic, ki se na barki sredi razburkanega oceana krvi borijo za golo življenje. Medsebojno smo si pomagale, kolikor smo mogle. Konec navedbe. Zakaj je potrebno razkrivati vsestranske razsežnosti holokausta in zakaj ga ne smemo pozabiti? Odgovor, ki ga je v knjigi Potopljeni in rešeni zapisal Primo Levi, ima po 33 letih še večjo težo kot v 80 letih 20. stoletja. Takrat je zapisal, navajam: ni lahko, niti prijetno raziskovati tega brezna zlobe, vendar mislim, da je to treba storiti, kajti tisto, kar je bilo možno zagrešiti včeraj, bo lahko kdo spet poskusil jutri in bo morda zadevalo nas ali naše otroke. Konec navedbe. Grozodejstva, ki so jih sistematično in množično izvajali tako v koncentracijskih taboriščih kot zunaj njih, da bi povečali moč naroda nad ljudi in razširili prostor zanje, kažejo, da je bila takrat jasna ločnica med storilci strahotnih zločinov in žrtvami, da je bila na eni strani pošast in na drugi strani žrtve, ki so bile z vsemi duhovnimi in materialnimi sredstvi onemogočene, da bi svoje hrepenenje po svobodi in ohranitvi človeškega dostojanstva uresničile. Vsi poskusi, in niti jih ni bilo tako malo, notranjega upora so bili skrajno brutalno zatrti, edini up je bilo protinacistično gibanje zunaj meja taborišča. Kadar pa je zunaj taborišč zmagalo spoznanje, da je nasilju in moriji, da se je mogoče nasilju in moriji upreti, so se rojevala junaška dejanja in tudi junaki v mnogih okoljih v Evropi. Šlo je namreč za izključujočo izbiro med dvema možnostma, ali smrt ali svoboda. Če postavimo to izbiro v slovenske razmere, potem ne smemo pozabiti, da je bila v času druge svetovne vojne vsa moč odločanja, ne le o usodi posameznih oseb, temveč celega naroda, zgoščena na strani okupatorskih oblastnikov. Cilj vseh pa je bil potujčenje in iztrebljenje. Temu se je večina ljudi uprla, hotela je ohraniti svoje človeško dostojanstvo in se ne ukloniti pošasti, kar je bilo v tedanjih razmerah resnično junaško dejanje.
Že več desetletij pa smo priča drugačnim razlagam teh dejanj. Naprimer, partizanski upor naj bi bil pravljica, mit, laž, preprosto zločin. Takšne opredelitve so možne, če in ko se zanemari dejansko skrajno neenakost položajev, ko se zanemarijo cilji in sredstva oblastnikov na eni ter upornikov na drugi strani. Za vrednotenje delovanja pa se upoštevajo merila oblastnikov. Z odpravo razlike med storilci in žrtvami se moralno razbremenjuje storilce, izničuje se smrtne žrtve, preživele pa obremenjuje s težo zločina. Preprosto se to relativistično pojasnjevanje izraža s trditvami, kot vsi so pobijali, v vojni je to normalno, tudi sicer ne moremo razlikovati med nosilci dobrega in zla, ker da ima vsak človek v sebi tako lastnosti pošasti kot junaka. Takšni načini razlaganja preteklosti in s tem oblikovanja kolektivnega spomina so skrajno pristranski in problematični, vendar so se že kar udomačili tako med domačimi kot tujimi pisci. Kot svež primer navajam razlage mlajšega angleškega zgodovinarja Lava v intervjuju v Mladini, ki je bil pred kratkim v Sloveniji, ki meni, da sta mit o pošasti in mit o junaku potrebna le v času vojne, sedaj pa bi morali kritično premisliti o njih. Meni pa, da ljudje sedaj niso zmožni, citiram, napraviti niti tega koraka v smeri relativizacije omenjenih mitov. Kakšen je rezultat relativizacije, pokaže Lav na primeru zgodbe pošasti, poosebljene v japonskem kirurgu, ki je med vojno opravljal vivisekcije na Kitajskem. Po zajetju pa ni priznal krivde, dokler ni izpisem mater žrtev spoznal svojih zločinov ter končno sklenil, navajam, storil sem vse te zločine, neznosno me je sram. Konec navedbe. Za Lava je to, navajam njegovo oceno, najpogumnejši človek in vsi bi se morali zgledovati po njem. Nakazana je pot v drugi Auschwitz, globalni. Verjetno so bili tako, kot ta zgodovinar, prepričani tudi mnogi nemški producenti holokausta, saj so na Nürnberškem procesu vsi zanikali krivdo, večina tako imenovanih majhnih ljudi pa se je delala nevedne. Nemški zgodovinar Benz je po poglobljenem raziskovanju holokausta prepričan, navajam, da so Nemci za obstoj plinskih celic in taborišč smrti vedeli, ne da bi za to hoteli vedeti. Konec navedbe. Hotena nevednost je omogočila, da so kasneje mnogi morilci mirno živeli v svojih poklicih v Zvezni republiki Nemčiji ali pa drugje. Naprimer, od 500 moških, ki so na Poljskem pomorili najmanj 83.500 oseb, jih je bilo v 60 letih zaslišanih 240, 14 pa obtoženih oziroma obsojenih na neznatne kazni, kot poroča Benz. V slovenskem javnem prostoru je vzorec Lavove relativizacije navzoč že skoraj 30 letja. Mirno se širi in utrjuje v imenu svobode govora, tarča pa je narodno-osvobodilni boj. Zato je dan spomina na žrtve holokausta potreben in smiseln, da si ljudje laže oblikujejo svojo moralno držo in najdejo svoje mesto v družbi. Ob spominjanju na holokaust se lahko vsakdo odloči, ali bo v globini zavesti ohranjal sporočilo Deutschland, Deutschland über alles, ali naredite mi to deželo zopet nemško, ali pa bo dal prednost Prešernovi želji. Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Za odločanje
pa je potrebno celovito vedenje o preteklih zgodovinskih grozodejstvih, kajti le tako se lahko z izobraževanjem in vzgojo oblikujejo osebnosti, ki se jim bodo v prihodnje upirale in preprečevale. In zato smo odgovorni vsi. Hvala. Hvala, profesor dr. Maci Jogan. In hvala vam za pozorno spremljanje današnjega kulturnega programa, ki smo ga sooblikovali. Mija Pungaršič, plesalka na vozičku. Ter plesalec in koreograf Branko Potočan ter na harmoniki Marko Brdnik. Godalni orkester glasbene šole Moste Polje z dirigentko Ksenijo Trotovšek-Brlek. Pevka Ditka, vokal in kitara in njen oče Gorazd Čepin na klaviaturah. Nejc Jemc, harmonika, Tone Habjan, vokal. Recitatorji. Maša Kavčič, ki je pred nekaj dnevi prejela Severjevo nagrado za najboljšo ljubiteljsko igralko. Lina Potočki-Vozni. Urban Pipan. In Anže Škofic. Pri pripravi slovesnosti smo uporabili pesmi dr. Mace Jogan, Lojzeta Krakarja in Cirila Zlobca. Scenarij sva pripravila Mojca Poredoš in Iztok Pipan, televizija Medvode. Sedaj pa je čas, da si podamo roke v razumevanju, sprejemanju različnosti in skupaj pozdravimo življenje za vse. Dober dan, življenje. Življenje je veliko, visoko, večno. Kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje v to veka. Skozi solzenja, svetenje, zorenja, na severni in na južni tečaj. Dolino solz in na goro stajenja in zmeraj znova k sebi nazaj. Življenje je veliko, visoko, večno. Kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje v to veka. Skozi solzenja, svetenje, zorenja, na severni in na južni tečaj. Dolino solz in na goro stajenja in zmeraj znova k sebi nazaj. Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti. Dober dan, posvečena norost. Dober dan, mila ptica, mladost in tvoja pesem dar je svetost. Dober dan, življenje, silno in milo kot na praznik prihajam v tvoj hram. In ti še petam na uhu besedilo zaljubljeni, rada te imam. Dober dan. Življenje je veliko, visoko, večno. Kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje v to veka. Skozi solzenja, svetenje, zorenja,
tebi nazaj. Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti. Dober dan, posvečena norost. Dober dan, mila ptica, mladost in tvoja pesem, dani svetost. Dober dan, življenje, dober dan. Življenje, dober dan. Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti. Dober dan, posvečena norost. Dober dan, mila ptica, mladost in tvoja pesem, dani svetost. Dober dan, življenje, dober dan. Življenje, dober dan. Dober dan. Hvala lepa.